A uživate? Uživamo. Tokrat smo se odpeljali na fjell oziroma tipičen skandinavski goli hrib. Najprej smo šli na celodnevni izlet s smučmi čez Drn in Strn, potem smo si skuhali kosilo oziroma večerjo v bivaku, v katerem smo imeli namen tudi prenočiti. Na žalost smo ga zaradi nepredvidenih težav bili prisiljeni že zvečer zapustiti. Damjan, a ti imaš kakšne kable za zagon? Ja, imam. Ja. Imaš, ok, ne, saj po mojem treba sem za škodo, ne vem kakšen ima akumulator v resnici, ki ga vedno predgreva doma. Ja. Pa da ne bo zjutraj pol jutri v -15 kakšnih presenečenj. A -15 gor, ne? Ja, zjutraj se pa se bo hitro segrel. Mislim, po noč bo -15, zjutraj bo pol pa čez dan hitro toplo. Večino opreme pa hrane pa vsega smo dali v tama, tako da se bojo psi peljali z nama, šli bomo zdaj mi avti, no. Tako da psi se bojo peljali z nama, tako da jaz ne moramo opremo dati v tama. Pa smo pa več ali manj zrihtani, po mojem. Pes. Drugi pes. Zdaj greš noter, če Felix not. Peri. Petja, hop! Ja. Nadej, ja. Nadej. Petna, hop! Tri. No, A še tretji. Še kirba. Evo, naredi red. Hop. Bombica not. Boste zmeden? Čau. Vremenska napoved se je uresničila, tako da smo ful zadovoljni, ker je res ful lepo sončno vreme, tako da se že zelo veselimo tega izletka. Zjutraj smo se napakirali, Robo predvsem od tama, midva imava 3 pse v prtljažniku in jih je res kar zabavno gledati. Tako da ja, zdaj se bomo do gor odpeljali, imamo kar nekaj vožnje, pol bomo gor malo hodili, smuči imamo s sabo, malo bomo jedli in uživali. Ja, je pa že vožnja do tja. Zaenkrat zelo lepa v tem vremenu, je res ful dobro se voziti. Edino zdajle zaenkrat po glavni cesti se vozimo posebej, ker so na verigu še na tamu so še verige zaenkrat gor, tako da mora Damjan bolj počasi voziti, ker da ne uniči preveč verig. Cesta ni ful snežena, je pa ledena, ampak je kar trdono za verige, ampak noče jih pa dati dol, zato ker drugi del poti bo pa gozdna cesta, ki pa pričakujemo, da bo nekoliko bolj zasnežena, tako da tam bojo pa prav prišle, tako da se bomo na križišču pred gozdno cesto dobili, pa pol od tam naprej skupaj šli.
Smo se uspešno pripeljali do bivaka, kjer imamo namen prenočiti. Doma dva bosta prespala v bivaku, dva v tamu, ker ta bivak ni glih prav velik, pa prav namenjen temu, da bi se trajno naselil not. No, se tudi ne bomo trajno, eno noč bomo prespali. Tako da zvečer se bomo pa družili tukaj, pa kakšno družabno igro odigrali. Ko bo toplo, bo prav kozi, zdaj pa kar zelo hladno tlele noter, moramo čim prej zakuriti. Pred bivakom imamo pa še takole kurišče. Tako da tukaj si bomo pa kuhali. Te smrdljive stvari bomo tukaj kuhali. Čaj bomo pa noter na štedilniku. Drugače pa tukaj rekle štedilnik na drva. Tako da to moramo čim prej zakuriti, da se začne greti. Pa veletur tega bivaka, 2 klopi, miza, tale zakladnica, tukaj so drva not. Pa še ena omarica, tudi polna zakladov. Tukaj pa nekaj pribora, WC papir, zunaj je WC poljski naštrbung, neke krpe. Ja, tle, to malo pač ljudje pustijo, ni to nekaj zelo organizirana zadeva. Ampak za eno noč prebiti bo v redu. Tole pa še glavna zadeva, ki sploh naredi bivak uporaben po zimi. Drvarnica. Čist polna drv. To v bistvu vsako sezono preštimajo lokalna skupnost. Pa še tale WC, ki bo predvsem nama puncama prav pršel. Imamo tekaške smuči, ne one za turno smuko, tako da niso idealne, ampak so v redu. Ni pa tle nobenih prog, tako da bomo šli malo sam hoditi pa uživati v naravi. Tako da se že ful veselimo, ker je res lepo zdajle. Damjan pa Tonja nista glih domača na smučeh tekaških, tako da bomo videli, če vsi preživimo. Damjan je kar domač, v resnici. A uživate? Uživamo. Dejansko ne gre toliko slabo takole po celem snegu. Je sicer tole območje, kjer se kar veliko z motornimi sanmi vozijo, tako da je že kadaj bilo malo zretrakiran, ampak vseeno je drugačka na pisti, ampak zelo, zelo, zelo dobro. Kako se imate? Super! Ja, nas ti neki prst zaštekel. Ja, sem ga zdaj ogrela, upam, da bo v redu. Ja, imamo se pred klanče dovsko se bomo. Super, upamo, da preživimo. Boljš, da neham snemati, a? Boljše, ja. Ne, ni treba. No, gremo, Nastja. Tukaj sicer res na posnetku ful ne zgleda klancno, se je tudi ful hud ni, no, ampak na teh smučeh je res, to so čist nekaj drugega kot alpske smuči za po klancu dolit. Da vidimo, zdaj je na najbolj strmem delu počas na prelomenci. Zgleda, da bo preživela. Izvem za tabo. Tonja, ne, ti si naslednja. No way. Pol jaz ne morem snemati, če greš ti za mano. Ti snemi razgled pred seboj. To sem že vse posnel. Smo že pokazali, da je lepo. Prvi del smo preživeli.
Tonija mora še dol priti, ampak je tudi kar dobro gre. Nastja vod četico, Dmitrij je pa zadaj. Takole pa po ravnem šibamo, ful je dobro. Dejansko sva z Nastjo prvič zdaj tako sprobala s temi smučmi po nekih turnih, oziroma turnih, neurejenih progah, no. Pa sva noro pozitivno presenečena in že planirava, kako bo to neka stalnica postala. A ne? Kaj? Vsak teden, Sploh poleti, ja? pa večkrat na teden. Ja, poleti itak, ja. O, kako bomo mi plačali tele spod. Zdaj se pa že jezeru bližamo, kar pomeni, da nas zdaj čaka neki hoje naravnost. Pa bomo pa počasi probali zaokrožiti, pa nekako se nazaj na isto pot priklopiti. Tako da ne bo čist krog, ampak ne bo pa čist enosmerna pa po isti nazaj. Uživancija. Evo, še zadnji del poti gremo zdaj po cesti. Sicer ni splužena, ampak je pa že izvožena od motornih sani. Tako da je enostavno, je pa gor v klanc. Tako da moramo malo energijo bolj porabljati, ampak je še vedno ful fajn, pa ful je lepo, ker je glih sončni zahod. Tako da, ja, naredili smo kar več, kot smo mislili. Tako da bo zdaj čist fino se nazaj gor vrniti, pa narediti večerjo, pa se malo spočiti. Vsak cajt bo noč, ampak do bivaka nas še čist malo loči. Pa intensten krompir, mislim, da je danes v planu. Že kar komaj čakamo. Smo nazaj pri avtih in pri bivaku. Zdaj treba pa zakuriti ogenj zunaj, za kuhanje, zakuriti ogenj noter, da nas ne bo zeblo, pa se lahko začne malo bolj zrelaksiran večer. Bo še kar trajalo vse skupaj.
Evo, zunaj smo že zakurali ogenj, zdaj pa še v peči čaka. Tole je v tem mrazu kar izziv. S prsti delati brez rokavic. Ampak se malo menjavamo, pa je. Ja, na drugi strani pa tlele se pa že cvre. Evo, posoda. Pa se že malo sliši čebulo. V bivaku imamo pa malo težave. Ne vem, če se bo zdaj sploh kaj videl. Zdaj se fajn dimi, ja. Zelo slabo vleče tale kamin, oziroma tale šporget. Tako da upamo, da je problem samo to, da se mora dobro pregreti dimnik, pa da bo pol vse skupaj dobro potegnili, pa da bo v redu. Zaenkrat nismo noter, imamo odprta vrata in okno, da se lufta, pa čakamo, da se to dobro pregreje, bomo pa videli. Zdaj, če se ne bo tole vzpostavili, pol nam kaj zelo drugega ne bo preostalo, kakor da pojemo, pa gremo domov. Do česar nam sicer ful ni, tako da smo zaenkrat še optimistični. In čakamo in upamo. Ta bivak je drugače brezplačen za uporabo, oziroma zbirajo prostovoljne prispevke, ni pa nič nujno in se ne pričakuje nujno, da boš karkoli dal. Seveda je lepo, da daš in tudi mi bomo nekaj pustili. Ampak ja, drugače pa pač vse na voljo za uporabo, da se tukaj segreješ, imaš fajn in uživaš v naravi in to Švedi res zelo, zelo pogosto prakticirajo. Evo, čebulo smo prepražali, zdaj gre pa krompir not. Vmes je sicer že kar malo zamrznut, tako da prav zalijmo se, upamo, da bo v redu. Ena, dva, tri. Odličen je, res je ful dober. Sploh po celem dnevu hoje je tole taman. Tlele imamo še solatko drugače. Evo, Damjan si jo bo glih postregel. Eno šeflo solate. Obok nekaj bi drugače zamrznil, ne? Evo, minus 12, 13 približen je. Tako da ni čuden, da so nam krompir in solata sproti, da sta zamrzvala. Kljub temu, da smo jih imeli ob ognju. Res je kar zelo, zelo mrzlo. Nažalost moramo domov, ker res nismo uspeli usposobiti tistega kamina. Ampak ja, bomo pa doma uživali. Nama pa res zdaj zelo prav pride ta dodatna delovna luč. Tole je zdaj res razsvetljiv orank, še drevesa naokrog. Tako da ne moramo kakšne divjadi sfaliti pa zbiti. Kaj šnaf, jaz si se v klobčič zvila. Si utrujena danes, ker je bil zelo dolg dan na hladnem.
Evo, puščajoč šporget nas je nažalost pregnal iz tistega bivaka in nam malo prekrižal plane, ampak kljub temu smo se uspešno sredi noči vrnili domov. Dobro smo se najedli tistega krompirja in solate, zdaj pa igramo tukaj eno skandinavsko igro, v bistvu se dogaja na eni karti Skandinavije, povezujemo z vlakci različna skandinavska mesta, tako da je kar na mestu imenuje se Ticket to Ride drugače. Tako da se imamo zelo fajn in uživamo večer, kljub temu, da ni šel čisto po planu. Hvala vsem, da ste gledali naše, kako naj rečem, ponesrečeno prenočevanje. Pa ja, se vidimo v naslednjem vlogu.